Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice. Vsi smo slišali že za eksorcizem in za eksorciste, to so seveda tisti ljudje, ki izganjajo hudiča. V javnosti niso tako znani, zato smo se odločili, da obiščemo enega izmed njih. Z nami je gospod Rafko Končar, ki ima tudi kemično čistilnico, je pa v bistvu tudi eksorcist. Gospod Končar, dober dan. Dober dan. Zanimiva zadeva je, tukaj imate čistilnico pa eksorciste. Čujte, ne vem, kako si vi sicer predstavljate to, ampak jaz ne morem imeti gor napisano izganjalec hudiča SP, ker verjetno prvič niti ne bi dobil papirov na občini, drugič pa ne vem, kako bi račune pa to izstavilo. Kemična čistilnica pa je v bistvu to globji pomen kot čiščenje telesa, pa še svojo dejavnost lahko upravljam, ki bi pa vsekakor morala biti bolj spoštovana in ne preganjena, kot je sedaj, ker hudič je v marsikom od nas, bom rekel. Morda nekaj več o vašem delu, gospod Rafko. Delo, ki ga upravljam, je res težavno, namreč po obredu, ki ga imam največkrat enkrat mesečno, sem 3-4 dni praktično negiben, rabim, da obnovim energijo in vse, kajti to me tako zmuči. Poleg tega moram paziti, da se Satan naseli v meni, ker potem seveda bo en manj, ki čisti telesa. In v zvezi s tem nobenemu ne priporočam, da bi se odločil za to delo. Priporočam pa ljudem, da budno pazijo na svojega bližnjega, na vse spremembe. To se pravi povečanje zenic, rdeče oči, malo globji glas, ki je zelo značilen za Satana, ki je v nas, in spremembe sploh v obnašanju. Naj že povem, da smo po raziskavah, ki s kolegom delamo tudi ugotovila, da pri teh urejenih družinah, kjer so vse stvari redne, tako tudi odnosi večerni, se veste, kaj mislim, ne? Tam Satana navadno ni, ker njega to moti. Nemir v telesu ga moti, neko poseganje v telo in če že je not, gre ven. Ne? Zato tudi, naprimer, duhovniki, ki so nekakšni dušni pastirji in ki dajo ljudem neki mir, blagoslov in so tudi, lahko rečemo, neki čistilci teles, oni pa so najbolj izpostavljeni in njihovo delo ni lahko. Ja, če se ne motim, gospod Rafko, ste seboj prinesli tudi en primer, za kaj gre, posneli ste zadevo? Posneli smo zadevo, namreč opazili smo, da v eni izmed cerkva slovenskih se je enega duhovnika že naselil, sam hudič, in bili smo opozorjeni od vernikom, da ima med obredom tudi izpade in praktično smo ga posneli le 3 ure, predno smo ga začeli čistiti. Je že bil fejs kritičen. Hvaljen bodi Gospod, molimo, dajte mi sveto vodo. Izvolite, oče. Kaj mi davaš vodo, prasec? Daj mi pir. Kaj je z vami, oče? Nič, molimo. Vstanite. Kaj zijate? Nijete ga bolj pametnega za delat. Mali pujček ti pa sem. Ne, oče, ne, pomagajte mi, Prasec! Ja, zanimivo je bilo to, gospod Rafko. Evidentno je bilo, da je s tem duhovnikom bilo nekaj narobe in kako se je potem odvijalo naprej vaše delo? Čujte, mi smo potem, ko smo to posneli svoje, ko sem jaz videl gori skora, kjer so orgle, da je situacija resna, smo prekinili, vse skupaj vdarili not, lahko rečem, komaj strgali iz ministranta, iz njegovih krempl, ker so mu že sline tekle, ne vem, kaj mislijo z njim narediti, ga dali v jopič, zvezali, ker drugače človeka ne moš obvladati. V avtu vam ne morem povedati, kaj nam je delo zadaj na zadnjih zicih. Kolego je 3-krat ali 4-krat ga je v uho vgriznil, ko je kolega sprej sedel. Govoril pa take stvari, da ker sami od sebe so mi začeli brisalci delati, žmigavci, ročno je zategoval samo z mislimi. Tukaj 2 ovinka pred mojo čistilnico, tako imenujem, je kolo levo odpadlo. Mislim, Satan bo probal vse, da ga ne spraviš na pult, kot mi rečemo, zvezanega. In vam povem, da niti tista osnovna čiščenja, kot je branje iz Biblije, polivanje sveto vodo, pa to nič ni zaleglo, ker se je samo ven smejal svojim značilnim glasom. Na kar sem si mogel videti, da je alarmantno res zamašiti vse luknje v telesu, to je važno, da v tebe ne pride. V roke vzel Brenner, grelnik, ga zakuro in smo začeli telo greti, kaj to ga fejst moti. In v glavnem delo je take stvari, da vam ne morem povedati. Kolego je ga še 3-krat vgriznil, 6-krat pobruhal, mislim, to je bilo grozno, ampak na koncu smo le uspeli
Grdo to delo, grdo. Ja, hvala lepa, gospod Rafko, samo to še povejte, hitro za na konec, imate dosti dela? Se pravim, enkrat mesečno se najde. Vidim pa, ko grem po cesti, da je ogromno ljudi zaraženih. To je bila še ena resnica, dame in gospodje, do prihodnič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.